Dobro jutro, dobrodošli v teden. Koliko je dežval že od včeraj na danes. Upam, da ne bodo poplave. Tako noro. Nisem pa še zunaj, tako da ne vem, kako je pri nas, no. Drugo kavico že pijem, berem. Zdaj imam nekaj še na kompjuterju. Tole sem naredila avokado, med, pa rastlinski napitek, pač puding, ful dober. Pa si bom pa še za službo vzela. Ja, pa nekaj si moram skuhati, pa tudi za službo pripraviti. Pa v knjižnico grem, imam eno knjigo rezervirano, pa še eno bom vzela. Včeraj sem ko sem bila v Ticu, v turističnem informacijskem centru Radovljici, sem našla eno knjigo, Agneza Ortenburška, in je cena 16 € in sem bila jaz bi to kupila, ker je pač, ko sem gledala, ful zanimiv zgledal. No, glavno pa sem pač videla, da moja knjižnica valjda doma, ne, in bom danes si to sposodila. Tako da v bistvu, ko mi čakam, da grem v knjižnico. Zdaj bom pripravila hiter čičerikin kari na okusno.je, seveda sem naš recept. Ne vem, ful me je pritegnil. Ful, v bistvu je veganski recept, ampak tako dobro zgleda, da me je tako pritegnil in pač moram pripraviti. Zdaj bom čebulico pripražila. Dodala sem čičeriko iz konzerve, kokosovo mleko. Sicer to kokosovo mleko me zlema tako, ampak dobro, pa še vodo, no, tako da. Pa tle se mi riža kuha posebej. To v bistvu sam zavrem, pa pol. Upam, da bo dobro. Ker to sem zdaj planirala za moje kosilo, tako da. Dež je pa tako neha, pa spet dežuje, pa neha, pa spet. Moram še zdaj lotati nov vlog dol. To je vsak teden tak stres. Vse dati na zunanji disk, brisati, a bo dovolj placa, da bo šel dol, da se bo vlog potegnil. Tako da ja, je kar malo stresno. Prej se mi je 1,5 ure dol nalagal in seveda se ni shranil, zato ker ni bilo placa na telefonu. 1,5 ure sem zgubila. Ko vmes pa nič ne moraš delati na telefonu, a ne, ko se dol nalaga. Tako da ja, moram zdaj se tega lotiti. Takole izgleda na spletni strani. Takole izgleda moj. Fora je samo v tem, da moraš dati še paradižnikovo mezgo oziroma paradižnike v tej pločevinki. Jaz jih nimam, zato je tako svetla barva, drugače pa bomo videli, kakšen okus je. Ok, takole izgleda. Dajmo še probati. Meni je še kar vroče, tako prav. Malček je še kar soparan. Svašta. Dajmo še probati tole, ki sem zadnjič kupila. Lističi morske trave. Wow. Bom suši naredila. Wow. Ful slano, ful dober. Dejansko za suši. Sam ne vem, kako bi se obnašal to, ampak mi je všeč. Dajmo še tole probati, če ni prevroče. Sem toliko, dala sem začimbe, timijan, koper, kumino, kurkumo, sol, valjda. Tako da ne bodo jezen v komentarjih. Eno začimbi ne paše tle, ne vem kaj. Tako da mi ni slabo, ampak tako. Kul je, se za pojesti bo. Tako da, jej. Tole pa ful, v bistvu, tako, se mi zdi, da je ful mehna, ampak je kar velika. 5 gramov. Ja, ampak je veliko 5 gramov. Zanimiv. Zdaj bom tole pojedla, pa se moram pa zrihtati pa iti, tako da imam samo 1 uro časa.
da še malo berem. Lepo zdrav. Danes sem se cel dan matrala s tem vlogom. Vse živo sem zbrisala z telefona, ker je javilo, da je poln. Zbrisala sem Instagram, YouTube aplikacijo, ne vem kaj še vse, ni, Viber, da sem zmanjšala plac na telefonu, mislim res, prav namatrala sem se. Sicer sem ne bom se sekirala, zato ker se vsakič, ne bom se žucirala in sem res tako, vse bom itak zritela tako kot zmer. In pa sem pa tako ugotovim, da sem slabe volje in jaz zakaj sem slabe volje? In pa me je kapnilo zakaj, tako da zanimivno. Pogledam, ja, končno se nalaga, vmes me je zaskrbeli, da mi ga sploh ne bo ratal uploadat, ker je toliko velika, da to teka, 1 uro je dolg. Tako da ja, jutro bo, pač danes ne bo, ampak dobro. Sem ugotovila, da sem že včeraj pozabila citat prebrati. Tako da včerajšnji. Svet si ne zasluži nič manj kot tvojo pristno srečo. Današnji. Kadar skrbiš zase, si bolj prijazen do drugih ljudi. Kadar se dobro počutiš v svoji koži, lepše ravnaš z drugimi. Ja, to je pa res. Solange Knowles, tudi Beyoncé sestra. To je pa res drugače. Dobro jutro, koliko dežuje, koliko grmi, da me je prav zbudil, da sem enostavno morala ostati, ker je kar scary, kar poka. Dobro, da sem popoldne, ker da pa zdaj morala iti na bus v takem vremenu. Me je to scary, tako da se dejansko ful bliskanja, pa ful strel bojim. Zdaj bom kafe spila, brala, bomo pa kaj skuhala, pa kaplami, Jesus. Zdaj sem jih prepisala citate v tole, v bralni dnevnik. Se pravi, rada bi še podelila kakšen citat iz tele knjige Modrost starih psov, ker prepisala sem 4 ful dobre citate, ampak bom tegale. Hvaležni moramo biti tudi za drobne stvari. Sploh stari psi so veseli crkljanja z lastnikom, so kot njenih obrokov in igre na vrtu. Cenijo, kar imajo in to tudi pokažejo. A pa tole. Kakšno darilo je kljub vsemu življenje? Vse se zgodi točno tako, kot se mora. Naši stari psi poznajo modrost sreče. Daj mi kost in srečen bom. Daj mi prostor v srcu in srečen boš ti. Pa še par takih res dobrih sem. Imamo lahko bralno. Prebrala sem tole knjigo Coco Mellors, ne vem kako se zgodi, ker je Britanka, Kleopatra in Frankenstein. Tele piše najbolj vroča knjiga ta hip, Sunday Times, sicer išla je leta 22, prevedena 24, pač ful dobra knjiga, 4 zvezdice, govori o Cleo, to sem si podala tako, naziv Kleopatra, on je pa Frank oziroma Frankenstein. Pač res, v bistvu govori o življenju, on je tam okrog 40 star, ona je nekaj 25 koliko, se spoznata, se pohiter poročita, drugače on je iz Anglije, on je Američan, sta v Ameriki, New Yorku, ful se imata rada, on je v bistvu alkoholik, ful dela, ona je umetnica, osamljena doma in potem seveda se začnejo odnosi krhati. Ona ga prevara z v bistvu njegovim ful dobrim prijateljem, ki je bila v bistvu že enkrat prej z njim, na začetku, ko se ona spoznala, in je pa čisto zaljubljena v tega Andersona. On spozna sodelavko, ki mu je tudi ful všeč, ko se nekako na ful višjem nivoju ujameta. Potem Cleo hoče narediti samomor, se pač prereže žile, jo dajo v bolnico, se pač kakor to pozdravi. Pač imela sta ful traumatično odraščanje, otroštvo in potem ni čuden, da ko ti ne delaš na sebi, ko si starejši, potem to klešne in ne gre, Ampak je ful dobro napisan. Potem na koncu gresta pač itak narazen, je on s to sodelavko, ona pa pač dela na sebi, gre v Italijo, v to, kako se že reče, v rezidenco, to umetniško rezidenco, ker potem ustvarja in se itak prijateljsko gresta narazen. Tako ful je dobro napisan, ful dobro, res, tudi tele, moram prebrati. V bistvu je ful luštna tale pisateljica,
Ne vem, zakaj sem mislila, da neka stara gospa. Coco Mellors je britanska pisateljica, ki je z romaneskim prvencem doživela izjemen medijski preboj. Pazi to. Pozabite na Sally Rooney, to je najbolj vroča knjiga ta hip. So zapisali pri Sunday Timesu. Prihaja sijajen in čudovito zabaven prvenec. Je knjigo napovedan Evening Standard, pa so se navdušili nad atmosfero knjige, ki spominja na zgodnje sezone na nizake punce. Ne poznam. Napisala je tudi roman Blue Sisters, ki še vedno ni preveden v slovenščino iz leta 2024, da mogoče jo bom naročila, ker je baje ful dobra in ful so dobre kritike, da baje še boljši roman kot ta. Govori o sestrah, ko ena umre, in potem skozi to neko žalovanje, pa ko hoče prodati hišo, tako se pravi skozi ta sestrske odnose in pač ne vem, ful dobre kritike in se mi zdi ful zanimiva knjiga. Še en citat iz knjige. Veš, ljudje, ki so to ljubezen dobili, so odrasli drugačni ljudi kot sva midva. Bolj samozavestni so. Morda niso tako bleščeči ali uspešni, kot se nama zdi, da morava biti. Pa ne zato, ker niso zanimivi. Preprosto ne čutijo potrebe po tem, da bi bili ves čas na odru, razumeš? Ni se jim treba ves čas dokazovati, da bi bili ljubljeni, ker so vedno bili. Wow. To je bilo pač proti koncu romana in je res to noro. Tako da ja, meni je pač ful všeč. Tako da hype je upravičen, ker sem lanske tedaj, ful sem screenshotov tega naredila, ne, in pa sem zanj čuno, ker sem šla malo gledati fotkice svoje in sem bila, ok, dej, in sem jo pač rezervirala in pač ful priporočam. Meni je pa všeč, so daj kakšne kek scene ima grobe, ampak ok. To. Vlog se nalaga od prejšnjega tedna, tako da boh malo live. Dežuje. Tle je ful vroče, stari. Sem šla dol, fotor pa motki imata prav mrzlo. Čeprav popoldne bo že toplejno. Zdaj bom naredila korenčkove mafine, sladke. Pa za jest, pa za službo, pa tako. Pa nadaljujem s tole knjigo, ki jo berem, ki sem jo zadnjič v nedeljo začela brati. Pa novo, ki jo že imam iz knjižnice. Greško! Tole knjigo sem Vrdovalci v Ticu našla Agneza Ortemurška, tako da jo bom malo začela brati. Čičerika od včeraj, dodala sem še bučke, korenje pa drobtine. Ni slabo, čičerika rešuje stvar, ful sem lačna, tako da jej. Dragi je prišel po mene, tako da sem že doma. Danes sem skočila v Felixa, čisto na blef, in pa najdem tole knjigo. Pač lej, kakršnokoli mnenje imaš, jaz ga nimam, ampak me pa zanima, kaj ima za povedati o Beli hiši. In je bila znižana 15 €, drugače 50 in pač, tako da zdaj sem malo gibala, koliko strani ima, dragi prav Jurija. Jaz sem tudi najprej napisala Jurija, praviš kaj. Zdaj pa rečem mogoče 700, tako da vidimo. Hudo, stari. Že dolgo nisem tako debele knjige videla. 798. Jaz zmagam. Tako da to bom brala itak cel let po možnosti. Sušenjo. Dobro jutro. Ojla, evo, zdaj sem končno posnela tale vlog, video vseh teh knjig. Grozno, zdaj se moram pa lotiti vsega tega pospraviti. Zdaj sem tako čisto obkrožena s knjigami. Tam je zdaj ful lepo, one police. Ok. Ful je vroče. Ali sem to, ko sem jaz to knjigala. Točno še eno knjigo imam za pokazati. Moj bog. Tole sem včeraj prebrala, Marcel Stefančič Junior. Zakaj so knjige tako dobile? Model je tako smešen, pa se če ga malo poznaš, tako veš, da je ful brezlaken na jeziku, sarkastičen, jaz sem se dejansko tle tako smejala. Govori o teh knjigah, da so špehi, pa tako, mislim, ful je zanimiv. Pa tudi ta besedni zakladnji govor res bogat, je le ena beseda, ki sem samo, kaj pa to pomeni, sem pač morala pogledati. Se ti jo takoj preberem, sem si jo prav označila. Quisling, in jaz sem, kaj pa je to? To pomeni izdajalec domovine, to je po Quislingu v Norvežanu, tako da
Gledaj, tole ima tako smešen. Joyce ne zahteva bralca, ampak kriptografa. Je sam razumel svoje like, je sploh razumel samega sebe. Vseeno. Pa če sem jaz ko brala, se bilo, ne. Tako da ja, pač ful smešen. 4 zvezdice. Zdaj pa itak že naprej berem. A ja, še citati, Jesus. Jaz pa s temi citati. Včerajšnji. Naroči se kozmetičarki. To je res razvajanje, a hkrati skrb zase. Če si na tesnem z denarjem, si nežno masira obraz, ko nanj nanašaš kremo. Jaz še nikoli nisem pri kozmetičarki stari in prav enkrat moram iti. Današnji. Če se imaš rad, je to začetek romance, ki traja vse življenje. Oscar Wilde. Hodo. Na zdaj pa je to lepo spraviti in nekaj pojest, brat, pa v službo. Zdaj, ko sem pospravljala, ko sem posnela video, katere knjige imam, sem ugotovila, da sem še tole pozabila deliti. In sicer priročni slovar tujk, drugače je ful dober in ga dostikrat uporabljam. Daj se zgodi, da kakšne besede ni, ampak načeloma mi je ful dober, Cankarjeva založba in tako, čim je kakšna tujka, nočem googlati, ampak hočem pač fizično pogledati. Iz leta 2005. Gremo v službico, ful je vroče. Oj, zdaj sem šla spet mimo ene knjigobežnice in sem nekaj našla. Tako da, ko pridem dan, pokažem. No, da pokažem te knjige. To jih vzamem tam pri RTV-ju. Včasih imajo ful dober izbor, včasih imajo kar neki. Zadnje čase nisem imel tako nič pametnega, ampak danes je pa toliko dober ulov, da sem kar malo šokirana. Andrej Blatnik, Luknje, ne poznam, ampak vseeno sem hotela, zato ker je pač slovenski avtor. Pa zadnje čase so imeli same nekaj v nemščini, pa ne vem kva in pa mi je bilo. Pa sem ful vesela. Nada Krajger iz moje tržaške mape. Pač, če govorimo o Trstu, valjda, da bom pa še ful je kratka, tako da. Potem tole, Kave, kavice, kofetki. To knjigo sem jaz dejansko imela včasih doma, pa sem jo pač dala naprej. Je spet pa še nazaj. Mislim, da mi je bila šlo takrat všeč, tako da v bistvu se veselim, da jo znova preberem. Tole sem si sposodila v knjižnici, sem imela rezervirano. Imam še eno knjigo rezervirano, tako da pa moram dati malo miru. Še tale ena. Pazi to. Alma, to je samo za tebe. Viktorija Holt. Demonski ljubimec. Hudo, se pravi, še 4 nove, tako da kar tle dopišem. Danes sem dajala vse te klipe skup, pač unga videa mojih knjig in je bilo tako 1 in 2 minuti. In sem pa mi uspela editirati na 50, mislim, da je 50 minut stari. Pač vmes je bil tako balast, ne. Tako da, wow, še dobro, da smo pol naredili posebej, ne, ker to je bilo pa res too much. Tako da moram ga samo še preveriti, še enkrat pogledati, pa upam, da bo pol jutri live, pač na YouTubu, tako da. To je to, ja. Zdaj ne bom pa nič izdajala, kaj je tam bilo, tako da si pač boš pogledala in upam, da ti bo pač video všeč, to je vse, kar bom rekla. Dobro jutro, ful je mrzlo zunaj. Tako da, kar ne veš, kaj bi oblekel. Tako da imam spodaj kratko majčko, če bo popoldne vroče, pa imam pa tole čez, a ni dobra s temi. To je second hand, ne vem, imajo od Julije, ki sem dobila, pa še tole čez. Voilà. Ko sem zalimana, zjutraj delam, da se mi ful paše. Današnji citat. Zapomni si, da je to tvoje življenje in nič ni bolj pomembno, kot si ti. Danes sem porabila tale deodorant za podpajsko in ga vržem v smeti. In zdaj bom nucala tega, kar imam že prej. A ne ta Project Pen, če poznaš. To je tisto, da pač porabiš vse stvari, ki jih imaš doma. Jaz temu sicer pravim normalna konzumacija stvari. Mislim, da pač mi tle v Sloveniji spet nismo tako kot Američani. Američani, res oni niso normalni, kar se tega zapravljanja tiče. Ko gledam te videe, to ima, ne vem, ženska po 20 šamponov za tuširanje. Kaj ti bo 20 šamponov za tuširanje? To res rabiš toliko cajta, da vse porabiš.
ne vem, jaz imam vse po eno, daj kupam kaj vnaprej, recimo, ali pa če je znižan, ok, ampak da imela pa 10 tega na zalogi, se mi zdi pa tako neumno. Mene v bistvu tudi rešuje to, ker imam res toliko mehan plac, da nimam kam dati stvari, tako da to mene ful rešuje, če je imela malo več stvari, pa še zdaj imam težave z oblačili pa knjigami, ne? Ok, knjige so nekaj drugega. Tako da ja, tale mesece, tako kot sem nekaj, ne maram teh rolojev, ampak, lej, bom porabila, bom nekaj za okolje naredila, pa za svojo denarnico, a ne? Eno knjigo sem moče prebrala, ampak bom pol popoldne govorila, ker še možgani mi še ne delajo, tako kot treba. Evo, prišla sem domov, vroče ka pri norcih. Ja, zdaj moram en stroj oprati. Tale video za knjige bo vsak čas live, pa moram pa v bistvu hodnike spucati, ker je na mene vrsta. Dragi je šel pa likar v Bosno. Do nedelje. Tako da moram spet sama jih čistiti, ampak vse ok. In sama sem doma. Home alone. Oziroma se je potreba pa ste dal, ne? Eno knjigo sem včeraj prebrala. Bom, sam da si kofe skuham. Tole sem včeraj prebrala, Polona Škrinjar, Agneza Ortenburška. To knjigo sem takrat omenjala, ker sem jo v Radovljici videla. Naredim šlok kave. Ful dobra knjiga, zgodovinski roman o tej Agnezi, pač ne poznam, Agnješka. Pusti grad, to je tam pred Radovljico, no, sem šla pol prav gledat, seveda gradu skoraj da ni več, čist propadu. Sem še en tak del je ostal. Mene pa pač ful všeč, jaz sem ful rada zgodovinske romane, pripoveduje v prvi osebi. Seveda pač moramo vedeti, da pač je tudi malo fikcije, vzameš z rezervo, ampak se nima veze, pač jaz obožujem zgodovinske romane. V bistvu sem jo včeraj celo prebrala v enem dnevu, tako da ja. Bodo dala 16 € za njo. Tlele imam pa veganski sladoled. Zadnjič sem ga malo že probala in mi je bil ful všeč. In sem šokirana. Ker ponovadi ti veganski niso lih. Pač ful je dober. Res ne moram verjeti. Ja, to uno, cashew. Cashew in iz korečke. Zdaj bom pripravila krompir, bučke in pa ribo. Sam še pokrila bom s folijo in dam v pečico peč. Tole sem začela brati Deborah Levi, Hot Milk, ampak mi sploh ni všeč in ne moram nadaljevati, je v angleščini. Prebrala sem 60 strani, tako mi je dolgočasna. Govori pač o tem, da gresta Sofija in njena mama na jug Španije, ker ima pač njena mama neke zdravstvene težave, gremo doktorju. Ampak je tako dolgočasno. Pa to sem v bistvu preko ene youtuberke je pa njej najljubša, mislim, favorite of the month, a ne, ampak je ne bom nadaljevala. Še včasih prav veš, tudi če ti zgodba na začetku ni všeč, nadaljuješ in pol ti kakšna ti pač rata, ampak se tako, to sem že enkrat mislim, da celo menila. Ko pač res veš, da je bolj, da ne nadaljuješ, je bolj, da nehaš. In zdaj bom začela z eno svojo, a nekaj sem zdaj rekla, ena moja, ena iz knjižnice, tako da se bom malo držala in bom vzela zdaj eno svojo. Zdaj sem pa naredila pečelinke, pa med in bomo videli. Pomila sem hodnike, čist mi je vroče. Dobro jutro, gremo v službo. Zdaj sem pa še špara. Ko sem zašvicala, res. Včasih sem prav rabim avto. Dobar, jaz se ne upam voziti, to je čist nekaj drugega. Zato sem pa zašvicala, ker sem pa še z trgovine. Kupila sem veganski sladoled. Enostavno, toliko me firbac smatra. Lemon cake. Bomo probali. Ne vem, ali bom danes, ali bom kakšen drug dan. Ribice, ker to je dobro. Toast.
piškoti, ki so tudi veganski. Pač, tudi to me zanima. In pa meska. Joj. Ok, moram se preobleči pa umiriti. Prišla je sestra z najstarejšo nečakinjo in me bo strigla, tako izgledam zdaj. Sicer mi je kar žal jih ostrič, ampak malo se cepijo pa moram. Se pa tako izgledam zdaj, pa da vidimo pol preobrazbo. Ne, se ne bo ful. Sam še tole preden grem na striženje. Porabila sem tole za shranjevanje ličil, 2 v 1, kar ko že pomeni. V bistvu mi je bilo zelo všeč, no tle se še malo vidno, ampak ne gre pa praktično. Izgleda, da ga še veliko, ampak ne gre nič več ven. V bistvu je bil dober, lepo si potegnil, pa pač v spodaj in je šlo lepo dol. Zdaj imam uno mleko, ki sem naročila takrat. Bomo videli, kako se bo uno obnesel. Ja, v bistvu bi rada tudi pokazala, kakšen produkt porabim. Ker tudi jaz rada gledam to, sploh te Project Pan, a ne. Mlek sem si kupila zato, ker sem itak vedela, ker je bil tale že proti koncu. Mislim, takrat, a ne, da pač bom seveda raba novega. Drugače pa itak sproti kupujem, se pravi sproti, kakor bom pa porabila, bom pa pač pokazala pa recimo ocenila. Tako da tale mi je bil res cool. Alverde ima meni dobre stvari. Zdaj se gremo pa strižiti. Bonjour. Evo, se mi zdi, da me je strigla, ampak sej je bilo treba. Pa matka mi je še naredila kitko. Sicer zdaj na kameri se ne vidi, ne vem zakaj. Očitno je malo temno. Aha, no tle je bolj. Tako da jutro bom mogoče še boljš, ko bom šminkana, pa si bom bolj všeč. Reka sestra, da si moram obrvi pult. Uja, pa res. Spomnila sem se na citat. Lepo skledico napolni z najljubšim svežim sadjem, za čas, ko te zgrabi želja po prigrizkih. Kek se pa spravi zunaj dosega? Dobro jutro. Koliko je pa mrzlo, tako prav. Tako da imam pač spodaj imam kratko majčko, pa imam pa eno dolgo, pa še blazerček bom imela. V bistvu grem zdaj en bus prej, ker se dobim z Julijo. Greva na jutro na kavico. Tole včeraj sem pa padla mi je elastika in sem jo pa zdaj kar razrešila, ampak zdaj imam ful smešno frizuro. Jesus, upam, da se bo tole spustili. Nič, pičim pa se gledamo, ko se vrnem domov. Dobro jutro, pa je 7:30, tako ful je zgodaj. Še ni tako pokazal. Veste, ful lepo, meni je to ful všeč. Ojla. Zjutraj je mrzlo kot pri norcih, zdaj pa spet vroče. Se spomniš, kako bi se oblekel, res? Skočila sem spet v špara. Se nisem planirala, ampak sem nekaj rabila. Tada! Moja ljubezen. Sladoled znižen je bil, pa je Anja napisala v komentarjih, da je ta tudi ful dober. Nisem ga še enkrat probala, se pravi, da je kokos in pa mandel. Zdaj bo nog dober. Sir. Plan imam narediti tole pico iz listnatega testa. Še dobro sem se spomnila, da nimam sira. In pa paniran sir. To je pa tako nekaj najboljšega. No, zdaj se bom razkomotila, ohladila. Počivam, uživam, ker sem sama. Treba bo knjigo brati, ki mi gre zelo težko. Bom pa povedala ne. Ojoj, ko gati lase. Moram se kar malo navaditi. A ja, še tole. Julija je bila na Hrvaškem na morju, v Makarski, in mi je tole prinesla. Oljčno olje. In točno to rabim. Ker mi ga je zmanjkalo. Hvala, Julija. Pa le, koliko je lepa tale steklenica, tako da to bom potem, ko jo porabim, jo bom obdržala in jo bom imela
kot vazo, sam upam, da se bo dal dobro očistiti. Pač ful je lepa, no, kaj tazga še nisem videla, tako da res ful lepo. Lep pozdrav od mene in mojega ljubija. Ja, to je moj ljubi. Hi, baby. Pa mi bo pa itak slabo, kaj ga bom celega pojedla. Še današnji citat. Počitek je del življenja, tudi če ne del tvojega načrta. Evo, pripravljam tole testo, imam tle, mezgo sem že dodala, pa še veliko sirčka. Se že 1 uro berem, malo pauzice za sladoled. Mi je boljši, karamela ali kaj je. Rešuje ta mandel, da ima ta crunch. Ne vem, ta kokos mi ni toliko všeč. Tako, karamela mi je boljši. Ocena med 6 ali 7, ne moram se odločiti. Berem to knjigo in umiram, ampak moram jo prebrati do konca. Pa podam oceno. Prebrala sem jo končno. Stefan Andres in Spametnica. Knjiga mi sploh ni všeč. Drugače, vse tematika je dobra. Roman je napisan leta 1969, se pravi, ko so ločeni med vzhodno in pa zahodno Nemčijo, med krščanstvom in komunizmom. Se zgodba malo lepo sporočilo in tudi tale Anders je ful kritično angažiran, družbeno kritično angažiran in zelo tak iskren in kritičen na vse, kar se je takrat dogajalo in tako naprej, ne. Sam to brati je pa ful težko, ker je tak res star jezik in knjiga ima sam 165 strani, ampak jaz sem jo brala, ne vem, jaz sem jaz sem to enem dnevu prebrala, zato sem jo tu zbrala, ampak je bilo pa, ne, brala sem jo po mojem 3-4 dni, še sam ne točno. To sem jo v bistvu pred kratkim dejansko kupila v antikvariatu za evro. Obdržala jo bom v svoji knjižici samo zato, ker mi je naslovnica bolano huda, zato sem jo se tudi vzela, a ne, sam zgodb mi jo pač ni všeč, tako da je po moje več nikoli ne bom prebrala. Jo bom imela pa res zaradi naslovnice, ker pač mi je ful lepa. Ocenam jo pa z 2 zvezdicama. Najprej sem hotela z 1, ampak ker pač malo nek leglo bi pomen, bom dala pač vsaj 2, da ne bom tako stroga. Dobro jutro v mojem kotičku. Zdaj bom začela z novo knjigo. Skuhala sem si kofe. Skuhala. Citat, da najprej primerjam. Nehaj se primerjati z drugimi. Verjetno se primerjaš s tistimi, ki kažejo le olepšano podobo. Ni čudnega, da si misliš, da ti ni uspelo. Osredotoči se na to, kaj si ti dosegla ali dosegel. Yes, amen. Zdaj bom brala knjigo. Dragi bo enkrat šele zvečer štartal iz Bosne, tako da bom jaz lepo uživala v mojih knjigah, pa kaj dobrega pojedla in to je to. In drugega ne rabim. Vreme je tako dežuje, pa neha, pa dežuje, ampak to je tako perfektno vreme, ko si doma in ničesar več ne rabim. Prebrala sem tole knjigo, Adriana Kuči, ime mi je Sarajevo. Pač nora zgodba. In sicer piše o vojni, ko je bila leta 91, ne, in ki je trajala kar nekaj časa. In v bistvu tako usporedno razlaga, se pravi, takrat vojno v 90-ih, pa potem današnji čas, ko se iz Sarajeva se potem preseli v Maribor in na novo zaživi, se poroči z možem, ki je v bistvu nasilnež in v glavnem na srečo se tudi loči. Pač ni samo zgodba o vojni, ampak tudi o nasilju nad ženskami. Pač ful dobra knjiga, itak tudi jokaš, ampak mislim, priporočam jo vsakmu
in dejansko jo cenim s 5 zvezdicami. In sem vesela, da sem jo našla. Našla sem jo pa tako, da je bila med priporočili v knjižnici in bila pač tako zanimiva, ne? Ker sem predvidevala, da bo nekaj na ta način Sarajevo vojna. In jaz sem jo pač vzela. Pa ful je kratka, 200 strani in dejansko prebereš v enem dnevu, oziroma enem dopoldnevu. In pač ful je dobra, no, tako da priporočam. Zdaj bi pa jaz lahko šla na en sprehod, a ne, ker malo pozabljam na to. Pa zdaj dejansko celo sonček, tako da ja, gremo ven, čeprav se mi ful ne da. Ampak se verjamem, da mi bo pa čisto, tako da gremo na sprehod. Prišla sem sprehoda, se ful je sedel, ampak je bilo že spet vroče, ful sem zašvicala, tako da sem morala majico takoj dati na pranje, ne tele. Pa zajela sem se, ker nisem vzela s sabo kapo, ker je bilo ful močno sonce. Tako da. Zdaj bom nekaj jedla, pa začela bom naslednjo knjigo. Jaz mislim, da bom to takoj prebrala. Vidiš, koliko je zanimiv, ne? Tole sem prebrala v parih urah, v enem dopoldnevu. Uno, ki sem jo včeraj omenjala, una ta roza, ena lepa naslovnica, je pa 165 strani, ta ima 200. Una ima 165, pa sem jo v 3 dneh, komi, ne? Koliko je dejansko pomembno, da je pač zanimiva knjiga. Tako da ful me pač nervira, ker nekdo pravi, knjige so dolgočasne. Knjige niso dolgočasne, ampak moraš najti žanr, ki te zanima, zato je pa treba veliko brati, da pač ugotoviš, kaj te veseli brati. Pa ja, da seveda, da narediš na knjigo, ki pač ni zanimiva. Saj to je čist logično, a ne? Sploh, če veliko bereš. To še ne pomeni, da pa moraš za tega nehati brati, a ne? Se zadnje 2 knjigi, a ne, sta bili ful za nič. Uno sem celo nehala brati, uno angleško. Una ta zadnja je bila za nič, tako da sem vesela, da sem našla dobro knjigo. Pa ne samo to, ampak 5 zvezdično. Noro. Tale knjiga mi tudi ni všeč iz moje tržaške mape. Tako malo bolj otroško napisana, ki govori o njenem očetu, oziroma papači, kakor jim oni pravijo. Ni toliko o Trstu, jaz sem mislila, da bo ful o Trstu. Trst se sam nekaj malo menja, na koncu pač pa tudi narodni dom, no, tako da ni nekaj veliko, da sem sam 30 strani sem začetku prebrala, šlo pa enostavno nisem mogla več, sem sama prelistala. Zdaj pa grem na naslednjo iz knjižnice, ki jo imam. Tele ne obdržim v svoji domači knjižnici in jo bom dala naprej. Cajt za kavico. Dajmo še tale sladoled probati. Lemon cake. Veganski. Dosti tako meten. Kornet, ki sem ga začela, bi boljši. Za pojest bo, no, se to je pa najbolj pomemben, ker ni uno za nič. Ni pa spet tako dober. Kornet je bil res vrhunski, no. Zadnjič mi je sestra par modrcev prinesla. V bistvu mi je všeč frizurica. Rabila sem res kakšen dan, dva, da sem se navadila. Ok, zdaj mogo zdaj malo čudno, ampak v bistvu je cool. Ok. Tako. Ful jih je. Še jih je, moram jih prav prešteti. Upam, da mi bo prav. Da mi bodo prav. 2, 3, 4. 9. Mislim, da ne rabim več sploh kupiti modrcev. Se v bistvu tudi ne imam, dejansko. Te modrce, ki imam, jih imam že tako od faksa po moje, ker pol težko najdem modrc, oziroma, ja, zelo težko ga najdem, ja. Pa tudi ne znam li tako oceniti pa zbrati. Edin lanske tevo sem si kupila, ker sem bila v Italiji na dopustu enega, zato ker sem ostale vrgla, ker so bili že ful uničeni, ker sem jih imela po moje 10+ let, dejansko. Tako da imam sam še enega, v bistvu imam 2 modrca in pol valjda, da zdaj, ker ful več švicaš, pač je težji in rabim, tako da sicer zdaj jih imam pa vidiš, mislim, da jih nikoli več ne bom kupila. Jaz mislim, da bo to manj prav. Superca, evo. Razmišljam. Zadnjič sem govorila o tem, da nimam TikToka več na telefonu, ne, in da na vsake toliko pač malo pogledam.
Zadnje sem na gor, sem se prav zapisala 2. julija, se pravi, to je tam 10 dni. In dejansko ga ne pogrešam. In zdaj celo razmišljam, da bi zbrisala profil. Ima mene 5.428 followerjev, 21-30 jih je že en followal, ker pač nič objavljam. Ampak jaz nimam nič od tega TikToka, tako res nič. Dula sem par stvari tako za ston, ampak kaj ne, mislim, pojem eno čokolado in kapol. Bil je tudi kakšen predlog za sodelovanje, za sponzorirano, ampak je bilo v Mariboru, tako da nisem pač lih vsa dan v Mariboru. Tako da ja, pač podjetja ne znajo sploh izkoristiti teh stvari. Tudi za YouTube bi lahko ful bolj podjetja izkoristila, ali pa založbe, recimo za knjige, pa take stvari. Ampak dobro, pustimo to. Tako da ja, resno razmišljam, da zvišam TikTok, ker je v bistvu zelo toksično družbeno omrežje in ga res ne pogrešam v bistvu. Včasih je imelo kul, da sem gledala te live videe od koga, ker pa dejansko imaš cel svet na dlani, pa kaj ne pogrešam. V bistvu pol right side izkoristim in berem. In dejansko še več berem, kakor sem. In to resnično razmišljam, da jutri naredim. Ja. Še tole sem hotela podeliti zanj celo na Mercatorju. Ful redko kdaj sem na tem oddelku in ko gledam te neke presne, ne presne, proteinske čokoladice in pol vzamem in vidim fair, vegan, organic. Dobro, zdaj koliko je fair, je vprašanje, ampak vegan. In sem na ono, ok, bom vzela. Se pravi, tale je čokolada s čokoladnimi keksi. Jih mi je ful všeč in sem pa kar šokirana. Ja, ta teden sem imela malo eksperimentiranje z veganskimi, ker sem hotela malo mlečne izdelke zmanjšati, ker preveč sira pojem. Pa sem pa vzela še tole, se pravi White Nougat Crisp. To je z liščnikom in krokantom in pa tale bela z vaniljo. Te še nisem probala. Tale, bolano dobra. Tako polovico sem jo takoj pojedla. Te bom zdaj odprla tole vaniljo, ki me res zanima. Sicer nisem toliko neka ljubiteljica čokolade, pač mene z Milko ne boš videl. Ok, v bistvu lažem, kaj pa govorim, ja, Kinder. Kinder Ferrero pa Lindt, ok, ja. Čeprav raj kupam pol od Kinderja, kakšen s tem z biskvitom ali pa kaj, ker pa, ne vem, neko Lindt. Milka mi je tam najbolj bedna, edin bela čokolada od Milke mi je dobra. Tako da vidimo. Ni čistka Milka, ali pa kot Lindtova, ampak tu ni slaba, no. Pa ni slaba. Tako da za nekoga, ki je vegan, ali pa pač ne sme laktoze, se mi zdi to ful dobra alternativa. Ker danes je pa res tako ful alternativ, če ne želiš nečesa jesti, ali pa če si pač alergičen, a ne. Ja, no, ona bela mi je tako. Ta pa že stopljena, moramo do hladilnika. Kaj dobra. To karamela, ne? Karamelni sirup, ja. Pa ajdova moka. Ta je res bolano dobra. Še nekaj imam za probati, sem ne bom danes, kam ne sede. Tole sem končno našla, Fridiko, Dubai Chocolate. Sam mi ne sede, zdaj bom pomen dan, naseden teden, no. Se pravi, tale je 2,40, tako da si so po moje vse pol tam. To vam dala hladilnik, da se mi malo strdi, ker ne prenesem stopljene oziroma mehke čokolade. Kaj če bi jaz tle zaključila vlog? Koliko je dolg tale klip, o moj bog. Ja, bom kar zaključila vlog, ker itak gledam YouTube, pa če bom še kakšno knjigo tako malo brala. Zdaj imam tle 2, ki ju berem, tako par strani na večer. Ena je zelo strokovna, o telesu, ena pa bolj religijska, no, tako da ti ne bom darila, ne bom utrujala s tem. In nič, to je to, še en dolg vlog, te se bo, da ti bo všeč. Hvala, da si tle, res hvala, da gledaš eno mehno Tanjo.
pač resno ful sem hvaležna, ker ste toliko lepa skupnost, toliko ste prijazni in spoštljivi v komentarjih, tako da res ful hvala, ful cenam. Rada te imam. Lepo se imej, lep teden ti želim, spet bo vroče, kar je edino prav. Res, da se pritožujem čez to vročino, ampak lej, poletje je, ne bo 30, kakor pa da imamo 20 pa dež. Tako da, lepo bodi in se gledamo naslednjič. Čau.